Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robistarja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ministrica Dominika Švarc Pipan, ki jo bližnji in prijatelji kličejo Nika, ne želi odstopiti. Pravi, da je bila zavedena. Neodgovorjeno pa je do sedaj ostalo vprašanje, kdo in kako jo je zavedel. No, mi smo iz neuradnih in nezanesljivih virov ekskluzivno izvedeli, s čim je koprski podjetnik Sebastijan Vežnaver zacopral ministrico. Poglejmo. Rock'n'Band in njihove zimzelene. Vidite, vse je to stara igra. Politična, da ne bo pomote. Sedaj pa se lotimo 75. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali medijski zakon, kaj prinaša nov zakon v medijih. Kaj prinaša nov zakon v medijih in zakaj ga piše stranka Levica, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič, sicer pa predsednik Združenja novinarjev in publicistov, in Tino Mamić, sicer pa urednik tednika Domovina. Matevž, Tino, toplo pozdravljena. Lepo zdravo. Najprej bi vaju vprašal, a mislite, da je pomembno ali nepomembno, da recimo ravno stranka Levica zaseda resor kulture? Mislite, da ko je Golob sestavljal vlado, ko so arhitekti pač te njegove vlade sestavljali vlado, da so zavestno ali pa namenoma dali resor kulture stranki Levica? Kakšno je vajino mnenje? Matevž? Ja, dobro, glede na pač razpored resorjev pa strankarska razmerja je sicer Levica najmanjša vladna stranka, ampak nekaj resorjev je pa vendarle morala dobiti. Zdaj se lahko sprašujemo, zakaj tega, zakaj ne onega. Jaz bi, kar se tiče resorja kulture, mislil, da je to bila ena od, kar bi rekel, preferenc te stranke, glede na to, da se zelo ukvarja z ideološkimi temami, zelo aktivno bije kulturni boj. Da temu tako rečem, potem je tukaj resor kulture pravzaprav nekakšna logična izbira. To je bil pač motiv na strani stranke Levica, na drugi strani pa bi si mislil, da Robertu Golobu, da za ta resor ni kaj dosti mara, ker pač njegovi interesi so pa čisto drugje. Bolj ga zanimajo ne take, kako bi rekel, bolj otipljive zadeve, tam bolj taki konkretni resori, kjer so tudi večji denarji, ala energetika, infrastruktura in podobno. In zato bi rekel, da je z njegovega stališča bil resor kulture pogrešljiv. Se pravi, da se mu je dosti zlahka odrekel. In pač pol nekako to dvoje nekako je ravno tako se upadlo, da je pač ta resor pristal v rokah te stranke. In tudi pač vse posledice, ki so temu sledile. Ja. Tino, kaj ti praviš? Mislim, da je Levica ta resor morala dobiti, zato ker je preko tega resorja financiral vse te petkove bicikliste, demonstrante, kulturnjake, kulturnike in tako naprej. Zanimivo je pa, da se je prav s to vlado dejansko pokazalo, kaj pomeni beseda kultura. Ker kultura, mi mislimo, da je to nekaj visokega, ampak to ni nujno res. Kultura je vsaka kultura, vsaka neka omika civilizacije oziroma omika tudi recimo kanibalizem v Papui Novi Gvineji je kultura. In zdaj tukaj se zelo jasno vidi, da je kultura tudi primitivna. To, da je kultura primitivna, vidimo vsak dan ravno na Ministrstvu za kulturo. Ja, mogoče ravno tisti, ki so bili najbolj primitivni pod prejšnjo vlado, na področju kulture, so zdaj tam in imajo škarje in platno v rokah. Matevž, Tino, zdaj nov zakon v medijih. Nekako vsi pravijo, dolgo časa ga čakamo, potrebujemo ga, kot Sahara vodo. Kakšno je vajino mnenje?
Mislim, da je naslov, kaj prinaša nov zakon o medijih, da je mogoče napačen. Ker bi moralo biti, kaj odnaša. Kaj odnaša? Ne, dejansko odnaša temeljne svoboščine na področju medijev in striktno omejuje medije, tako da lahko rečemo mirno, da je to zakon, ki bi ga pisal George Orwell v svojem romanu, če bi napisal drugi del romana 1984, v drugem delu bi bilo v bistvu bil tak zakon lahko vsebina. Ampak recimo, Tino, če si lahko malo bolj konkreten, ker resorna ministrica, pa imamo tudi posnetek, pa pravi, da je to eden najbolj modernih zakonov v Evropi. In širše. Modern že, ker je pač nov, ne? Ampak modernizem to ne pomeni tudi napredek, ne? Ampak ko gledamo skozi človekove pravice, skozi nivo medijske svobode, drsimo dol, ne? Ker zdaj se bo lahko omejevalo medijsko svobodo praktično 24 ur na dan, na vseh medijih. En inšpektor s kompetencami podobnimi, kot je tista inšpektorica pri kravah, bo lahko kadarkoli poklical urednika in zahteval, da neko novico umakne. Zdaj predstavljate se recimo portali, ki živijo od novic in potem recimo se pripravljaš mogoče 14 dni, da boš objavil eno novico in pol ti jo on odreže. Ne? Kaj pa bojo razlogi, Tino, zaradi katerih se bojo lahko umikali novice? Je to kaj navedeno ali je diskrecijska pravica tega inšpektorja? Ne, govorijo o tej tako imenovanem sovražnem govoru. Ampak vemo, da sovražni govor pomeni v Sloveniji marsikaj, ampak v praksi pomeni to, če rečeš kaj proti cerkvi, to ni sovražni govor, če rečeš kaj proti vladi ali pa proti levici, je sovražni govor. Če kritiziraš LGBT, je to sovražni govor. Če kritiziraš Janeza Janšo, to ni sovražni govor. Ja, razumem, ja. No, Matevž, zdaj potem, kar pravi Tino, nekako imamo občutek, da se vračamo v svinčene čase, ne? Kako ti to komentiraš? Ja, tukaj treba se zavedati, oziroma treba je reči, da to je vendarle nek osnutek zakona, ne? In da zdaj bomo videli, kakšna bo končna verzija, ne, a bojo te sporni členi, ki jih dejansko je nekaj takih, a bojo ostali ali ne. Jaz tukaj recimo temu, da dam nek disclaimer, ne, jaz sem pred kratkim sem se z dvema kolegoma iz Združenja novinarjev in publicistov dobil z ljudmi z Ministrstva za kulturo, celo na njihovo iniciativo, ne, kar me je, moram reči, kar pozitivno presenetilo, ne, so se recimo nekako želeli dobiti z nami, da nam predstavijo zakon, ne, in tudi pogovor je bil, moram reči, da kar prijeten, bil sem pozitivno presenečen, ne, in da tudi pripombe, ki smo jih podali s strani ZNP-ja, ne, so nekako jim bili pripravljeni prisluhniti, ne. Tukaj ne smemo se veseliti prezgodaj, ne. Tukaj tudi ne vemo, zdaj, a bo karkoli od tega upoštevali ali ne. Vsaj tukaj sta oba sogovornika, to sta bila direktor Direktorata za medije in pa svetovalec ministrice, sta delovala relativno odprta za predloge, ne. Ampak ja, ne, skratka, v bistvu tukaj smo se mi nekako dejansko izpostavili tiste zadeve, ki so res sporne, ne. Ravno denimo to, kar je omenil Tino, ne, tukaj verjetno je imel v mislih ta takvani 34. člen, ki omogoča nekemu inšpektorju, da zahteva umik določenih recimo temu vsebin. Tukaj moram reči, da sem jaz do tega zelo zadržan, ne, zelo. Jaz menim, da v takih primerih naj sodišče o tem odloča. Morda dopušča možnost, ne, da obstajajo določeni primeri, kjer je treba zelo hitro ukrepati, ne, recimo, da gre za res neko zbujanje nekega spodbujanja k nasilju ali pa česa podobnega, ne, ampak tukaj v tem primeru, če že kaj takega obstaja, morajo biti kot prvo zelo jasni kriteriji, v katerih primerih. Mora biti to res drugo, mora biti to res omejeno na neke skrajne primere. In kot tretje, ne, v takem primeru mora sodišče v najkrajšem času dati končno razsodbo o tem, ne. Ostalo pa, da obstaja tukaj nevarnost, da se to prepusti neki arbitrarnosti. Ja, absolutno. Mogoče samo to, če bi že sedaj po sedanji ustavi in po sedanji zakonodaji so te stvari prepovedane.
Se ti ne moreš iti, ne vem, na ulico in ščuvati na vojno, ali kaj, policija te bo takoj dobila in te bojo uklenili in ti ne bojo dovolili tega delati, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj je problem, da mogoče država in pravosodni sistem ne upravlja svojega dela in potem pride do tega, ampak se tega ne ureja na tak način, ne. Zato, ker sovražni govor, če je, ni samo v medijih, sovražni govor je tudi na družbenih omrežjih, na internetu, v gostilni, kjerkoli, ne. Torej je treba to pač nekako globalno reševati, ne pa zdaj z enim medijskim zakonom, ne. Saj jaz mislim, da je lahko vsaj deloma, ne, mogoče malo cinično potolažim, ker iz naših izkušenj pri oddaji Faktor je po obstoječi zakonodaji sodišče prepovedalo oddajo, ki je sploh še ni bilo. Namreč to je bila oddaja o zakoncih login, ne, in pač o tem, kako o članku, ki je bil v bistvu napisan v tedniku Reporter, in pač sodišče prepovedalo oddajo, ki je še ni bilo, ki je oddaja bila v živo. Tako da, če je to možno po obstoječi zakonodaji, jaz ne vem, kakšna dodana vrednost bo ta inšpektor, razen to, kar nekako vidva pravita, da so tudi vajine bojazni. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši prebor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj prinaša, oziroma kot pravi Tino Mamić, kaj odnaša nov zakon o medijih. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Matevž Tomšič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o tem, kaj prinaša oziroma odnaša nov zakon o medijih. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kako na ministrstvu oziroma sama ministrica napovedujejo nov zakon. Poglejmo. Vita Vlašič pozna podrobnosti. Vita, gre za res dolgo pričakovan in nujno potreben zakon. Katere so najpomembnejše novosti, ki jih prinaša? Ključna sprememba, ki bi jo uvedel novi zakon, je preglednost medijske krajine. To pomeni, da bo nastal nov medijski razvid, torej nekakšna aplikacija, v kateri bo za vsak medij jasno, kakšen je njegov odnos z državo. Oziroma poenostavljeno, v tej zbirki podatkov bodo javnosti dostopne informacije o tem, kdo je lastnik medija in koliko javnih sredstev prejema ter od kod. In kaj še prinaša novi zakon? Med ostalim omogoča različne oblike državne pomoči in ustanavlja Nacionalni svet za medije, ki bi varoval medijski pluralizem. In še to, za celovito obveščenost državljanov je bistveno, da zakon govori tudi o zaščiti pred sovražnim govorom in dezinformacijami. Naslavlja pa še eno pomembno temo, to je umetna inteligenca. Njena uporaba ne bo prepovedana, ob medijskih vsebinah pa bo moralo biti jasno označeno, kaj je delo umetne inteligence in ne novinarja. In če se vrnemo k medijskemu razvidu, poglejmo, kaj izpostavlja pristojna ministrica. Gre se za to, da se zagotavlja kar največja transparentnost pri porabi tudi javnega in državnega denarja, kot tudi na drugih področjih, ne le v medijih. In medijski razvid je zgolj eden izmed mehanizmov, ki bo to. Ja, zdaj, Matevž, Tino, ne, ministrica poudarja, ne, predvsem ta vidik bolj transparentnega lastništva medijev oziroma bolj transparentnega pregleda lastništva medijev. Kako vidva to komentirate? Mislim, da medijsko lastništvo je že sedaj tako prekrito, da tudi nov zakon bo to težko razrešil, zaradi tega, ker če pogledamo hobotnico od odlaska, tu jaz mislim, da ga ni zakona, ki bi tukaj lahko to naredil transparentno, ne. Drugi pa imamo vse transparentno, ne. Tisti, ki nimamo kaj za skrivati, to ne bo problem. Problem je pri tem, ki skrivajo, ne. Ali Mladina, recimo, ki se je financirala z denarjem od Saftija in od tega prekupčevanja z drogami in tako naprej. To bi nekaj pomagalo, ampak to sploh ni bistven problem, ne. Verjetno tudi ni bil interes, ne. Zdaj, to, kar si ti omenil, se pravi, medijski imperij Martina Odlazka pa Mladina verjetno nista bile tarče pri pisanju zakona, kjer bi radi naredili večjo preglednost lastništva nad mediji, ne. To je jasno, da je to upirano proti medijem, ki so blizu SDS-u, torej Demokraciji in Novi 24.
in tukaj se lahko nekaj naredi, ampak jaz se vedno sprašujem, zakaj ti lahko investiraš v Sloveniji v katerokoli firmo, ne pa v medijsko podjetje. Ne? To mi nikakor ni jasno. Nisi prišel še do odgovora. Vprašala Matevža, ki je akademik med nami tremi. Matevž, zakaj recimo je to vprašanje lastništva v medijih, mislim, vemo vsi, zakaj je pomembno, ampak zakaj recimo se vladajočim zdi pomembno poudariti, da bo tu večja preglednost, zelo malo ali pa nič pa ni slišati o tem, da bojo pač uveljavljali že obstoječo zakonodajo pri lastništvu medijev, ne? Ker seveda en segment je nepregledno lastništvo, ampak drug, mogoče še bolj pomemben del je pa to, ali pač se mediji obnašati tako, kot bi se mediji morali. Jaz mislim, da vprašanje transparentnosti, kar se tiče lastništva, je pomembno vprašanje. In tukaj nekako, vsaj če vzamemo to kot nek cilj, recimo, je ta cilj čist, ga gre za podpreti, ne? Je pa vprašanje, ja, bo ta zakon lahko tukaj kakorkoli razrešil, ne? Ker ja, ne, tukaj to, kar imamo pri nas opravljati, to so ravno to, kar je Tino omenil, medijske hobotnice, ne, ki so de facto monopoli. Ne. Imamo situacijo, ko je imamo nek konglomerat, ne, ki je med sabo povezan, čeprav so na papirju različni lastniki. Ne. In tukaj tudi ne vem, kako bi se ta zdaj zakon temu zoperstavil, ne, pa tudi ne verjamem, da je tukaj politični interes, zato ne glede na to ravno omenjeni konglomerat je dejansko močen podpornik aktualne vlade. Vemo, da so te mediji, recimo iz tega iz te Odlazkove hobotnice so bili tisti, ki so Goloba tako najbolj vneto podpirali. Ne? In ja, ne, tukaj, če nekako to atakira, ne vem, recimo te tako desne medije, pa tukaj tam ne vem, kar se tiče lastništva, kaj bi bilo lahko spornega, ker jaz mislim, da vseh teh medijih, ne, je stvar dosti jasna. Ne? Mislim, da se dosti ve, kdo so lastniki, da ni ne pri Demokraciji, ne pri Novi 24, ne pri, ne vem, Domovini, recimo nekih skritih lastnikov, ne? Kot so recimo pri kakšnih drugih medijih. Ne? In tukaj je, ne vem, kaj bi tukaj bilo lahko zares spornega, ker tudi če pogledamo to razvpito komisijo, ki nekako zdaj ne bi preiskovala te politične vplive in podobno, vse te dejansko niso ničesar najdel. Ne? Tisti je odkrili so kaj edino to, da je spremljevalka predsednika vlade povezana z določenimi temi krogi. Ne? To nekako, drugo pa ni nič novega konec koncev. Ne? Tako da tukaj seveda problem so dejansko pri nas monopoli. Glavni problem je zmonopoliziranost ali pa neka razmerja, ne, kjer določen del medijev ima izrazito prevladujoč vpliv. Tudi v smislu financiranja, ne, tukaj večina financ, večina oglasov gre pač tem medijem, ki so blizu zdaj aktualni vladajoči garnituri, ne, in v tem smislu je dosti bizarno, ne, da zdaj preučujejo pa tiste manjšinske medije, ne, ki so kritični do njih. Ne, tako da, in na tem področju pa mislim, da pač ta zakon ne bo ničesar spremenil. Tino, zdaj zakaj recimo, ko je pred leti denimo avstrijska Styria vlagala v slovenske medije, to ni nobenega motilo ali pa so celo bili veseli. Zdaj, ne, se pa dosti govori o tem, ja, madžarski kapital v slovenskih medijih, madžarski kapital. Kaj imajo Avstrijci, česar Madžari nimajo oziroma obratno? Gre za politični problem. Sicer po naši zakonodaji je prepovedano financiranje določene politične stranke iz tujine. In zdaj na to vižo v bistvu se tukaj pač to povezuje, da če en medij meni, da je recimo podobne usmeritve kot neka politična stranka, je to zdaj za njih, hočejo dokazati, da je to pač povezano s politično stranko in da je to financiranje politične stranke iz tujine. Ne? To je v bistvu ves ta trik, ki je usmerjen proti SDS in proti Novi 24 in proti Demokraciji. Ne? To je zelo jasno. Jaz mislim, da je bolj kar je nevarno, je to, kar je Matevž omenil glede oglaševanja. Ker po temu predlogu zakona bo dejansko sistemsko prepovedano financirati oziroma bo prepovedano dajati oglase v napačne medije.
To pomeni, da recimo Luka Koper, če bo hotela reklamirati, ne bo smela reklamirati po njihovi razlagi, recimo Domovini ali pa Novi 24 ali komerkoli. Ne? In že danes je tako, da se večina oglaševalcev, ne samo politično opredeljenih, tisti, ki jih politika ne zanima, se zelo bojijo oglaševati v desno-sredinskih medijih ali pa v medijih, ki niso levičarski. In par primerov sem že slišal, recimo, ko so podjetniki rekli, lejte, vam damo denar, samo nihče ne ve, da smo vam dali denar, da vas podpiramo, ker nočemo, da se opazi oglas našega podjetja v vaši reviji, zato ker nam bo to škodilo poslovno. Tudi če pogledate recimo Slovenski klub podjetnikov, ne, oni tako grmijo proti vladi, ne, tako govorijo stalno recimo o gospodarski svobodi in podobno, ampak podpirajo finančno z oglasi pa ravno te medije, ki delajo proti njim. Tako da se zdaj vprašam, kdo je zdaj tukaj, verjetno niso tako naumni, ne, da ne bi vedeli, koga podpirajo. Ne. Ampak še tiste drobtine, kar dobijo, recimo Nova 24 ali pa Radio Ognjišče, hočejo zdaj pač levičarji pobrati oziroma onemogočiti praktično vsako financiranje. Ja. Zdaj, Matevž, po drugi strani pa ne, bi pa naj država več financirala medije, ne? Kar je tudi zanimivo vprašanje, se mi zdi, namesto do zdajšnjega medijskega razpisa predlagajo pač nov finančni mehanizem. A misliš, da bo zdaj to pač ta manko, bi rekel, zasebnih investicij v medije, pa bo kar država nadomestila, verjetno po enakem ključu, financirala bo tiste medije, ki bojo povšeči, ne? Saj ne verjamemo, da bi katera oblast pač financirala medije, ki so do nje kritični. Ja, tukaj, če imamo državno financiranje, imamo vmešavanje politike v medije, tako da tukaj temu se ni mogoče izogniti. Jaz osebno sem močno proti kakršnemkoli državnemu financiranju, sploh če bi šlo za recimo neko tako stalno obliko financiranja, ne, ker tukaj se ve, kateri mediji bi potem ta sredstva dobili, pač tisti, ki so blizu pač vladajoči koaliciji, ne, predvsem blizu stranki, ki vodi resor kulture. Tukaj pač, če bi se že to zgodilo, bi morali biti neki zelo jasni kriteriji, kar se tiče financiranja, ne, ampak ja, vedno se da te kriterije obiti, ne, tako da jaz mislim, da tukaj država, ne, v bistvu v tem smislu, v smislu financiranja nima na medijskem trgu kaj dosti za iskati. Ne. Mogoče je tukaj izjema javna radio-televizija, ne, pa še tudi to je nek velik vprašanj, ali takšno radio-televizijo, kot je zdaj, ali to potrebujemo. Ne. Ampak ja, da bi pa zdaj država zalagala zasebne medije, ne, do neke mere se že zdaj to dogaja, ne, preko raznih kanalov, ne. Tukaj pa seveda tukaj s tem gremo v nasprotno smer od tega, kar je premier Golob tako na veliko govoril, tako na depolitizacija, ne, tukaj bi, ja, ne, to je bil še en kanal za to, da se medije še nekako dodatno naredi politično odvisne. Kako ti vidiš recimo to državno financiranje medijev? Ja, pri teh razpisih, ne, ko država pobere denar in potem sama to deli, sta dva problema. Problem je, da ko pobere denar, porabi toliko za pobiranje, ne? In ko deli denar, porabi spet toliko za deljenje denarja. Mediji se morajo prijavljati, to pomeni, morajo imeti toliko ljudi zaposlenih, ki se ukvarjajo samo z prijavljanjem na razpise. Tako da je že tako se ogromno denarja, bi rekel, da kar 30-40% gre v zrak, oziroma gre za režijo. Ne? Torej, namesto da bi recimo sprostili davke, in ne bi bilo problema, ne? Če bi recimo sprostili davke ali pa dajatve na, ne vem, novinarske plače, na papir, na tisk, ne, na poštnino, bi to bistveno več denarja lahko porabili v ta namen. Ne? Torej, isti denar bi bil veliko bolje porabljen. Drugo dejstvo pa je, recimo, če povem iz osebne izkušnje, revija Domovina se ne prijavlja na nobene razpise, zato ker vemo, da ne bomo nič dobili. Zato ker vemo, da ne bomo nič dobili, niti ne zgubljamo časa.
ker tudi, če bi pa hoteli kaj dobiti, recimo, najprej moraš narediti, bi se moral ne vem na koliko kavah dobiti z določenimi ljudmi, lobirati, jih podkupovati, pol napisati razpis, pol po razpisu se spet dogovarjati, recimo, vemo, tisti razpis, ki je odnesel ministrico Ajanović Hojnik, ne? Ja. Tako deluje pri vseh razpisih, ne? In zato mi smo rekli, mi se pač tega ne gremo, ker hočemo ostati pošteni in rajš ne dobimo nič, kakor da moramo dajati provizijo ne vem komu. Kako pa vidite recimo idejo, da bi država sofinancirala kolportiranje oziroma distribucijo tiskanih medijev, ne? To je tudi nekaj, kar se dosti vrti in zdaj očitno prihaja rešitve tudi v tej smeri. Zame je to državno financiranje, kot pač vsako drugo. To je še en kanal, kjer pač država nima kaj početi, potem bi lahko financirala tudi kakšne druge dejavnosti na kakšnem drugem, recimo gospodarskem segmentu, ne vem kaj, recimo, ne vem, kaj v trgovini, recimo dostavo in podobne stvari. Ja. Konec koncev, ne mislim, zakaj potem ravno to pri medijih, ne pa recimo, da so financira dostavljanje časopisov, ne pa kakšnih drugih produktov. Ne. Tukaj jaz ne vidim nikakršne logike, ne, ampak ja, dejansko bi bilo bistveno bolje, ne, da bi se ljudem, državljanom omogočili, da recimo večji del svojih dohodkov recimo namenijo, ne, recimo za določene medije, za recimo donacije in podobno, ne, da se recimo zmanjša ta del recimo davčnega financiranja ali medijev, pa tudi to velja za recimo nevladne organizacije in podobno, ne, ampak da se ljudem ostane in se zdaj s tem znižajo davki, ne, in potem mediji sami oziroma ljudje sami odločijo, ne, ali mogoče bi kakšen medij podprli za svojimi donacijami. Tukaj pa, če imamo pa to državno financiranje ali direktno ali posredno, se pa ja, na eni strani je to, kar je omenil Tino, ne, skratka, mediji morajo se ukvarjati skupaj nekimi dejavnostmi, ki niso njihova jedrna dejavnost, na drugi strani se pa krepi državna birokracija s tem. Ko pač konec koncev tukaj z razpisi se morajo neki ljudje ukvarjati, ne. Neki ljudje morajo to ocenjevati, ne, se ukvarjati z postopki, z predpisi, ne. Ja, s tem se samo državni aparat se s tem nekako napihuje, ne. Tako da jaz tukaj ne podpiram nekih tovrstnih oblik državnih intervencij. Ja, zdaj Tino, si hotel kaj dodati? Ja, če lahko prav na to pošto, recimo, ko se začnemo pogovarjati o Pošti Slovenije, se treba primiti za denarnico. Ja. Ker tukaj, recimo, mi smo imeli brezplačnik po celi državi in je pošta sistematično metala v smeti. Ne, določeni poštarji, določeni rajoni. Čeprav ste to vi plačali, ni država. Ja, mi smo plačali, ne, ampak so oni sistematično uničevali in vrgli v smeti, jaz bi rekel, da najmanj 20% naklade. In kljub temu, da smo imeli tudi dokaze, ali to ni prišlo ne v medije, ne nikamor. Ne. To se vidi zdaj, recimo, to skorumpiranost in pokvarjenost, politično pokvarjenost pošte. Ne. Zdaj, kako bo, zato, če bo zdaj pošta to regulirala, ne? Ja. Zdaj, poglejte samo v tem trenutku, kako je stanje. Poštnina za, recimo, Lidl, ko pošilja svoje, ali pa Mercator, torej te reklame, to, ko dobimo vsak teden, nabiralnik, ja. Recimo, to je precej cenej pošiljati, kot pošiljanje časopisa, pa revije. Zdaj mi povete, zakaj. Zakaj je poštar Lidlu da nižjo ceno kot Domovini ali Delu ali Reporterju? In tukaj, in to je pošta državna, ne? Tukaj za tako anomalijo bi lahko z enim telefonskim klicem to rešili in rekli, pač dajte izenačiti, dajte enaka pravila. Ne? Če živimo v tržnem gospodarstvu, naj imajo vsi enaka pravila za pošiljanje. Ne? Če poštar z istim mopedom pelje Domovino in letak za Mercator, mora biti to ista cena. Ne? Ja, zdaj nekako se zdi, ne, Matevž Tino, da pri vsej zakonodaji, ki jo predlaga pač aktualna vlada, je nek leitmotiv ali pa rdeča nit, če hočete, tudi to, da bi se pač nekako omejilo, prepovedalo in tako naprej neko ravnanje, ki njim ni povšeči. A tudi pri tem novem zakonu o medijih vidite kakšne take elemente, glede na to, o čem se pogovarjamo danes?
Da se nekaj je bilo že izpostavljeno. Meni se pri tem zakonu zdita sporni dve zadevi. Ena je ta, kar se tiče intervencij medijskih inšpektorjev, druga je pa, kar se tiče oglaševanja. Da zdaj, mislim, to so nek absurdni predlog, da bi morala tukaj nekako vlada dati soglasje za vsako oglaševalsko kampanjo katerekoli entitete, kjer je ali podjetje v državni lasti, kar pač je nesprejemljivo, ker pač podjetja imajo svoje organe, ki odločajo o tem. Potem celo mislim, da je nekako, da ne bi za enote lokalne samouprave, za občine, da bi morala vlada dati soglasje, kar je eklatanten poseg v lokalno samoupravo, v avtonomijo občin, in tukaj pač tudi občine imajo svoje organe, ki odločajo o tem, zakaj bi zdaj vlada morala za neko občino X dati soglasje, kje lahko oglašuje in kje ne sme. In to je nek vzorec dejansko, ki se pojavlja na vseh področjih. Neka taka izrazita intruzivnost, da pač nekako si ta sedanja garnitura prizadeva posegati na vsa področja, da bi vse regulirali, da bi, ljudem, kako bi rekel, prali glavo praktično na vsakem koraku, skratka, od medijev do kmetijstva, da bi zdaj določali ljudem, kaj smejo jesti, s čim se smejo voziti, kaj smejo brati, katero televizijo smejo gledati, se pravi dejansko nek občutek, da si pač ti umišljajo, da so kot nekakšna avantgarda, ki zdaj nekako ljudem določa neke smernice. To je dosti podobna mentaliteta, kakršno smo poznali v bivšem režimu. In potem se tukaj zgodijo zlorabe, tako kot je bila ta zgodba z temi oduzetimi pa potem vrnjenimi kravami oziroma govedom, je tipičen primer tega, kaj se zgodi, ko imamo sprego nekih aktivistov pa nekih aktivističnih državnih uradnikov. In do podobnih spreg bi lahko prihajali tudi v medijih, da imamo neke aktivistične inšpektorje, pa neke civilno-družbenike, ki so kot neki pooblaščeni prijavitelji, ali kako se temu reče, ker to ni nič drugega kot oznaka za neke, recimo temu, denuncijante. In tukaj bi se lahko podobno, oziroma še precej večjem obsegu bi se to verjetno dogajalo na tem področju. Tino. Ja, recimo to, da bi se mogoče vrnil nazaj na to, kar je Matevž omenil, občine. Občine imajo lokalna glasila, ki so v veliki meri, da ne rečem v večini, izrazito politično pristranska. So to velikokrat trobila posameznih županov ali pa posamezne večine v občinskem svetu in tega se recimo ta zakon sploh ne dotika. Ta koruptivnost sploh ne obstaja. In v medijih bi morali priti do tistega, do česa smo prišli v politiki leta 1990. Da pač je treba uvesti demokracijo, je treba uvesti pluralizem, torej da imaš ene in druge, to pomeni, da imajo vsi enake možnosti. In zdaj, ko gre za državne medije, je torej treba, če je 1 milijon ljudi, recimo, če misli tako, kot mislijo recimo stranke desne sredine, mora biti polovica radiotelevizije v rokah ljudeh, ki zastopajo ta milijon ljudi. In drugi milijon naj bo pač v rokah, ne vem, partije ali kogar hočete. Tako da je to ta 50-50 načelo, ki je v parlamentu praktično od leta 90, ker je lahko vsak kandidira in pride noter. Tega v medijih sploh še nimamo. In zdaj namesto, da bi prišli do tega, pa gremo ravno v obratni smeri, gremo v nek nov totalitarizem, zato ker to so nastavki pravega totalitarizma. Tak zakon spada v neko fašistično državo, ne pa v demokratično. Zdaj, kaj vidva recimo napovedujeta usodo temu zakonu? Zdaj vemo, pač javna razprava se je zaključila, bomo videli, kaj od tega bo pač upoštevanega, postopek bo stekel naprej, koalicijski valjar verjetno deluje z nezmanjšano silo. Kakšna je vajina napoved? Jaz sem zelo pesimist. Jaz težko verjamem, da bo tukaj, mogoče da se bo kakšna stvar dala dogovoriti ali pa omejiti, ampak tukaj pri sovražnem govoru se kar bojim, da nas bo to kar drago stalo. Matevž? Dobro, jaz mislim, da glede na to, da ima koalicija še vedno trdno večino, ne pričakujem
da bi pač zakon ne šel skozi vse procedure. Ne, če to podobno se je zgodilo, oziroma celo zakon, ki je bil bolj sporen, kar se mene tiče, recimo zakon o javni radioteleviziji, ne, pa je šel skozi, ne, čeprav tam je bilo dejansko več, precej še več problematičnih momentov, ne, sploh je bil problematičen postopek, pa vidimo, nič se ni zgodilo, ne, pač uspeli so to spraviti skozi, ne, tako da tudi jaz mislim, da zadeva, da pač nekako bo sprejeta. Čisto za konec, Tino, se nam utegne zgoditi, da bomo imeli na koncu mandata te vlade pač samo enobarvne medije? Ne, to se pač ne bo zgodilo zaradi tega, ker so portali, ker je internet. Ne? Tu bo gotovo opozicija preživela in bomo pač verjetno morali mediji prenesti sedeže v kakšno tujo državo, kakšno drugo demokratično državo, ker bomo lahko izdajali in potem pač imaš medij, ki izhaja v neki drugi državi in se prodaja po Sloveniji. In se tega bojim, da bomo v to primorani. Bomo videli, kako bodo šle stvari naprej. Za danes pa dr. Matevž Tomšič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Dragi gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj prinaša nov zakon o medijih, že 983. faktor na TV3. Vidite našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali je vlada še opravilno sposobna. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.